Dobro jutro. A lahko prosim zapremo vrata? Dobro jutro vsem skupaj. Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministri in ministrice, spoštovani poslanke in poslanci, člani SMC in ostali simpatizeri, spoštovani predstavniki medijev, dobrodošli na drugi programski konferenci stranke SMC. Geslo. Geslo letošnje programske konference je preprosto. Naprej. Rezultati, za katere je pristojna in odgovorna vlada pod vodstvom našega predsednika Mira Cerarja, dokazujejo zelo enostavno, da smo na pravi poti. Številke to same po sebi dokazujejo. In zaradi tega je edina prava pot za SMC pot naprej. Če omenim sam nekatere dosežke, politična stabilnost. Brez politične stabilnosti ni soglasja v družbi, med političnimi strankami, med socialnimi partnerji in brez tega ni mogoče izvesti kakršnekoli reforme ali projekta. SMC kot politični samorastniki smo dokazali, da smo tukaj mnogo bolje spretni od starih političnih obrazov. Gospodarska rast, zadnji podatek, 5,3% gospodarska rast v letošnjem prvem četrtletju glede na preteklo obdobje. To je ena izmed najvišjih stopenj rasti v zadnjih 25 letih. Brezposelnost. Prvič po letu 2008 pod 100 000. Imamo 87 000 brezposelnih. Konsolidirali in uredili smo javne finance. Letos bo proračunski primanjkljaj približno na 0,8% BDP-ja. Strukturne reforme. Sprememba gradbene zakonodaje za večjo pravno varnost investitorjev, bolj predvidljivo gradno, za manj razpršeno zbiranje dokumentacije. Potem modernizacija železniške infrastrukture, projekt drugega tira, zdravstvena reforma. Prvič po 25 letih delamo zdravstveno reformo. In ne nazadnje, privabljanje tujih direktnih investicij. V 25 letih v Sloveniji nismo bili sposobni pripeljati niti ene velike investicije. In gre v koncev za strukturne spremembe v glavah. Bom omenil samo dva primera. Zakon o dostojnem pokopu, kjer smo dokazali, da presegamo delitev levo-desno in dokazali smo, da razumemo, da je osnovna civilizacijska norma v vsaki družbi pokop lastnih sodržavljanov. In zakon o partnerski skupnosti, kjer smo izenačili pravice istospolno usmerjenih z drugimi pari na socialnem in pravnem področju. Na teh prosojnicah, ki se bo danes cel čas vrtele okoli nas, lahko vidite dosežke vlade pod vodstvom našega predsednika Mira Cerarja. Za SMC zato obstaja samo ena pot
in to je pot naprej. Prepričan sem, da moramo v zadnjem letu, da od nas kot politično odgovorne stranke, da v zadnjem letu izvedemo te projekte in reforme, ki smo jih zadali. Samo v tem primeru bo Slovenija moderna, odprta in ljudem prijazna država. In če pogledamo, SMC stranka ima tudi nekaj, kar nima nobena druga stranka. To je programska konferenca. Programski konferenci temelji na programskih odborih. Programski odbori naši so napisali program stranke. 95% v koalicijski pogodbi je program stranke SMC. Kljub temu, da trdijo, oziroma so zlobneži na začetku trdili, da je SMC brez barve, vonja in okusa, vas zdaj sprašujem, ali je zdravstvena reforma drugi tir, projekt Magne, ali to pomeni, da je stranka SMC brez barve, vonja in okusa. Ravno nasprotno. SMC potrebuje še en mandat. Potrebujemo še en mandat za prevlado. Ampak ne za prevlado stranke SMC. Rabimo še en mandat za prevlado dobrih idej. SMC stranka ni močna stranka. SMC stranka ni stranka podobna SDS. Sem pa prepričan, in to danes dokazujemo ravno s programsko konferenco, da je stranka močnih idej in močne vsebine. Obstaja še en razlog, zakaj mora SMC prevladati. Zaradi tega, ker smo v osnovi nastali kot gibanje, rekli smo iz ljudi in za ljudi. Zaradi tega tudi samo politiko razumemo nekoliko drugače. Politiko ne razumemo kot nenehen boj na političnem trgu, ampak kot delovanje v splošno javno dobro. Takšni smo, zelo enostavno, ker drugačni ne znamo biti. Zato tisti, ki ste izvolili nove obraze leta 2014, ne pričakujte od nas, da se vedemo kot stari. To enostavno nam ni lastno. Še nekaj o programskih odborih. Imamo 16 programskih odborov, ki so izredno aktivni pri pisanju programa, pri pisanju koalicijske pogodbe, so pomoč ministrom, poslancem, ki so tudi člani programskih odborov in so nam pomoč v bistvu pri zavzemanju kakršnekoli stališč o tistem, kar je trenutno najbolj družbeno aktualno. Programskih odborov, v okviru njih deluje okoli 200 ljudi, v povezavi z Zavodom 14, katerega je stranka nastala, pa vse skupaj sodeluje približno 1000 ljudi. V pripravah na letošnjo programsko konferenco smo imeli izredno veliko konkurenco predlogov. Imeli smo več kot 55 predlogov, izmed katerih se je svet stranke odločil in danes so pred nami tistih 6 tem, za katere se kot stranka zavezujemo, da jih bomo uresničili do konca letošnjega leta. Danes nas napadajo neposredno ali posredno tisti, preko različnih civilno-družbenih skupin tudi, ki v zadnjih 25 letih niso bili sposobni speljati zdravstvene reforme, ki v zadnjih 25 letih niso bili sposobni pripeljati niti ene večje tuje direktne investicije v Sloveniji. Napadajo nas tisti, ki niso bili sposobni izvesti projekta drugega tira. Vse to so projekti, ki kažejo na to, da v SMC imamo vizijo, jasne projekte, da vemo, kako naprej. Letošnja programska konferenca bo potekala na 6 vsebinskih sklopih. Po uvodnem nagovoru predsednika vlade se bomo razvrstili v 6 programskih sklopov, pa naj nakratko samo predstavim, o čem bo tekla beseda. Prvo, vsebinski sklop, gre za spodbujanje strateških investicij, bo vodil minister Zdravko Počivalšek. Mislim, da kakršenkoli dodaten komentar tukaj ni potreben, govorimo o Magni, govorimo o Yaskavi in govorimo o tem, kako izenačiti domače in tuje investitorje v prihodnje, ter še bolj odprt Slovenijo tujim direktnim investicijam. Drugi projekt vodi ministrica, oziroma drugo vsebinsko omizje vodi ministrica Maja Makovec Brenčič, Gibajmo se, projekt za večjo telesno aktivnost otrok. Težava, ki jo opažamo, je, da ima mladina vedno večjo težavo s prekomerno telesno težo in premajhno telesno aktivnostjo. Medtem ko tisti v srednjih in poznejših letih, njihovo psihofizično stanje se pa v daljšem časovnem obdobju izboljšuje, kar je pozitiven trend. Tretji projekt je skrajševanje
čakalnih vrst v zdravstvu, vodila ga bo ministrica Milojka Kolar in Peter Požun. Potem imamo četrto vsebinsko omizje, skrb za ranljive družbene skupine. Tukaj imamo zgodno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, omizje bo vodila naša poslanka Jasna Murgel in imamo dolgotrajno oskrbo. To omizje bo vodila Milojka Kolar. Potem pa ostaneta še dve temi, tako imenovana zadružna platforma za prekarne delavce. Prekarni delavci, vemo, so delavci, ki imajo negotove oblike zaposlitve, ki so slabo plačani in to omizje bo namenjeno temu. In pa seveda še zadnje omizje, to je pobuda kroga mladih v SMC-ju, gre za tako imenovano stanovanjsko problematiko mladih. 6 omizij, 6 tem, za katere se bomo glede na vašo vsebinsko diskusijo zavezali, da jih izvedemo do konca letošnjega leta. Zakaj smo zbrali ravno te teme? SMC rezultati v bistvu kažejo in velika gospodarska rast 5,3% v prvem četrtletju, po moji oceni bomo v letošnjem letu dosegli okoli 4% gospodarsko rast, kažejo, da s tem, ko rastemo, moramo pokazati skrb tudi za najbolj ranljive družbene skupine, kot so otroci s posebnimi potrebami, kot so tisti, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, mladi, prekarci, vse to so tiste ranljive družbene skupine, ki zahtevajo našo pozornost. In ne nazadnje, SMC kot članica družine ALDE, to je tretja največja skupina v Evropskem parlamentu, se je opredelila kot socialno-liberalno stranko. Za nas je pomembno gospodarstvo, da to čim bolj deluje, ob tem pa seveda ne pozabimo na tiste najbolj ranljive skupine ljudi. Seveda nobena programska konferenca ne moramo iti naprej, če ne pogledamo nazaj. Če se spomnite, smo bili lansko leto na istem mestu, imeli smo 5 ciljev, za katere smo si zadali, da jih bomo izpolnili do konca leta 2016. Pa naj vas spomnim samo nekatere izmed njih. Mini davčna reforma, s katero smo razbremenili najbolj produktiven sloj Slovencev in v bistvu nagradili tiste, ki prejemajo 13. in 14. plačo, tako da ne plačujejo več dohodnine, ampak samo prispevke. Naslednji projekt, zapis vode v ustavo. Ob kar 2/3 večini, ki je za to potrebna v parlamentu, smo tudi to uresničili. Tretjič, sprememba zmanjšanja birokratskih ovir in sprememba gradbene zakonodaje. Tudi sklop gradbene zakonodaje je na vladi oziroma v parlamentu. Tudi tukaj lahko rečemo, da smo zadeve uresničili. Potem je boj proti organiziranem kriminalu in proti korupciji. Po zadnjem poročilu Sveta Evrope od 19 priporočil smo delno ali v celoti uresničili 17. Ostajata samo še 2 priporočili, ki jih moramo uresničiti. In na koncu čakalne dobe v zdravstvu, to je projekt, ki je tudi na letošnji programski konferenciji. Torej, SMC drži obljubo. SMC, kar obljubi, da bo izpeljala do konca leta, dejansko to tudi izpelje. In za zaključek, dragi moji, jaz sem ponosen na nas, na vse nas, ponosen sem na vse tisto, kar smo naredili v zadnjih 3 letih. Rezultati, za katere je odgovorna in pristojna vlada pod vodstvom našega premijeja, so otipljivi, so dobri, dokazujejo na to, da smo na pravi poti. Jaz si seveda želim, da bi šli naprej, da bi tudi v zadnjem letu kot politično odgovorna stranka pokazala, da se v zadnjem letu da izpeljati projekte. Cilj današnje programske konference je, da se zavežemo, kaj bomo izpeljali do konca leta. In želim si še enkrat, da gremo naprej, to je tudi namen letošnje programske konference. Ali kot bi rekel naš predsednik vlade, ki ga zdaj vabim na oder in mu predajam besedo, samo naprej, ni umika. Hvala. Takole zdaj pa tudi jaz, lepo pozdravljeni članice, člani SMC, predstavniki medijev, simpatizerji, vsi, ki ste danes z nami. Všeč mi je, da je že Sašo pojasnil, kaj je namen današnjega srečanja. Danes bomo delali, danes se ne bomo šli neke posebne politike v smislu
volilne politike, ampak bomo delali. Ker želimo do volitev narediti še čim več. Še več želimo narediti tudi po volitvah. Kajti verjamem, da stranka Modernega centra, SMC, mora nadaljevati to našo zgodbo v dobro naših državljank in državljanov. Enostavno zato, ker nam je mar za to našo Slovenijo in zato, ker smo edina stranka, ki resnično v polni meri gleda predvsem na prihodnost Slovenije. Ne na to, kakšne kupčke si bomo nabrali nekaj tam zadaj, ali pa kako bomo všeč temu ali onemu državljanke ali državljanu, ampak se trudimo, da bomo nekaj naredili za dobro vseh. Za dobro tudi naših otrok, potomcev, kajti to je odgovornost naše generacije. In zato smo se ustanovili, če se spomnite, ravno zato pred 3 leti, da kot gibanje in kot politična stranka vstopimo v politiko in naredimo nekaj za to Slovenijo, jo popeljamo v prihodnost in ne nazaj v preteklost, kar bi radi nekateri drugi. To ne pomeni, da smo samo mi dobri. V naši družbi je veliko zelo kvalitetnih družbenih skupin, ljudi. Ampak treba se znati povezati. Treba je najti prave ideje in za njih navdušiti ljudi in jaz mislim, da s tem, ko smo nova stranka, ko smo sveža, ko nismo obremenjeni s preteklimi zgodbami, ko gledamo res neobremenjeno naprej, smo tisti, ki lahko najbolj učinkovito peljemo to zgodbo naprej. Seveda v sodelovanju z drugimi strankami, v sodelovanju z drugimi politiki. Nismo sami, treba je sodelovati, ampak tudi zdaj smo dokazali, da s tem, ko vodimo vlado, jo vodimo v pravo smer. In na tem moramo vztrajati in zato delamo. Ne tako kot nekateri, ki so rekli na začetku tega leta, zdaj se gremo samo še predvolilni boj. Zdaj so že volitve kmalu, že čez 1 leto so volitve. Ja, ljudje, vsak dan, vsak mesec, vsako uro je treba delati za naše ljudi, ne pa se predvolilni boj celo leto ali pa kar nekaj mesecev. Tisto pride, ko bo čas za to. Najboljši predvolilni dokaz za to, da smo pravi, je pa to, da naredimo čim več za naše ljudi. Nekateri rečejo, da smo počasni, da smo prepočasni, da preveč premišljujemo. Ampak poglejte, že stari slovenski rek pravi, hiti počasi. In jaz vam zagotavljam, ko vodim vlado, ko vodim stranko SMC, se še kako dobro zavedam, kako občutljivo dejanje ali naloga je voditi družbo. Družba je kompleksna, ne, ogromno interesov. Vsak ima svojo predstavo o tem, kaj bi bilo najboljše. Vsak vleče nekoliko po svoje. In če želimo kot družba skupaj naprej, če želimo biti res uspešni na dolgi rok, imeti trajnostni razvoj, storiti nekaj, kar bo stalo in obstalo, kot je rekel naš znani slavni prednik, potem moramo hiteti počasi, premišljeno. In veste, ko mi pravijo, ali pa bom tako rekel, ko mi pripisujejo različne lastnosti, različni komentatorji, včasih se kar zabavam, kaj vse slišim v sebi, si vedno rečem, želim biti preudaren. Vedno sem bil preudaren. Že prej kot profesor, ko sem vzgajal mlade rodove, in tak bom ostal. Premišljen, preudaren, morda včasih bolj počasen, kot bi kdo želel, ampak to ne pomeni, da nisem in da nismo mi odločni. Še kako smo odločni. Poglejte si rezultate, ki se tu kaže, poglejte si to, kaj je rekel Sašo. Če ne bi bili odločni, ne bi niti obstali
v tem zverinjaku, v katerega smo stopili. Če ne bi bili odločni, ne bi naredili vsega tega napredka, ne bi konsolidirali, torej uredili javnih financ, ne bi uredili gospodarjenja z državnimi naložbami, z državnim premoženjem. Ko smo dobili v roke vlado, to ni bilo urejeno. Imeli smo veliko finančno luknjo. Nekateri politiki so klicali na pomoč trojko v Slovenijo. Niso imeli samo zavesti, da bi rekli, Slovenci znamo in zmoremo in bomo to sami. Niso imeli. Raj so se prepirali, pa klicali trojko, pa iskali pomoč zunaj, pa se prepirali še naprej. Mi smo do danes zaposlili 64,000 mladih. Toliko o tem, ko govorimo, da nam mladi bežijo v tujino. Seveda, še vedno se dogaja, še ni dovolj, še ni dobro. Ampak to smo naredili. Mi smo v tem času vzpostavili, kot je bilo rečeno, politično stabilnost. Nihče ne more dobro delati v nestabilnem okolju. V nobeni službi ne moreš dobro delati, če ni okolje predvidljivo, stabilno, če nimaš jasne vizije, kam greš. In mi smo postavili jasno vizijo. Mi želimo imeti razvoj, o tem nekoliko kasneje. Mi želimo iti naprej. In rezultatov je še veliko. Lahko bi jih tudi jaz našteval. Zelo veliko. Nezaposlenost se je zelo znižala. Zakaj je to pomembno? Zakaj je pomembno, da se tako zvišuje zaposlenost? Zato, ker ljudje dobijo možnost dela, možnost dostojanstva. Kajti človek, ki ne more delati, pa bi želel, bi zmogel, da bi si sam zaslužil zase in za svojo družino. Takšen človek je prikrajšan, socialno prikrajšan. Mu družba ne pomaga dovolj, mu dela krivico, ga tlači. In zato se tako prizadevamo tudi za gospodarstvo. Seveda, ker če ni razvitega gospodarstva, potem ni dovolj dela. Če ni dovolj dela, je razočaranje, je brezup. In zato je tako pomembno, da privabljamo tu investitorje, da ustvarjamo vedno bolj spodbudno okolje za vse naše odlične gospodarstvenike, za naše izvoznike, ki jim lahko samo čestitamo. Ampak res spodbudnega okolja ne gre. Pomislite na element varnosti. Na to se pozablja. Kako smo se trudili, ko smo imeli ogromen prehod migracij čez Slovenijo, da smo obdržali Slovenijo varno, stabilno, v vseh podsistemih, da smo bili humanitarni do teh ljudi in pomagali na vse načine, pa hkrati obvarovali njih in vse naše državljanke in državljane, da ni prišlo do konfliktov. In varni moramo biti tudi v prihodnje. Prvi na svetu smo, pa s tem se ne bom hvalil, to ni samo, seveda, še zdaleč ne, rezultat dela vlade. Prvi na svetu smo, potem kako prijazno okolje imamo za naše otroke. Skupaj z Norveško si delimo prvo mesto na svetu. In zato je zaslužna cela družba, zato so zaslužni številni šolniki, mentori, učitelji, njihovi pomočniki v vseh segmentih, tudi starši seveda, vsi, ki pomagajo k temu, pa tudi državne institucije. Če je država v neredu, če ni stabilnosti, če je v finančni krizi, ne more zagotoviti niti delovanja vojske, niti policije, niti kulture, niti šolstva, niti znanosti, kje bo šele lahko pomagal otrokom in mladim, da pridejo do tega, da se udejanijo. Ne moreš, če je finančna kriza, ne moreš. Ko je bila finančna kriza, šlo vse navzdol. Nobenemu podsistemu ne moreš omogočiti spodobnega življenja, ker je država v slabi kondiciji. Še več, kaj se zgodi takrat? Država postane plen in Slovenija je bila plen. Bila je plen za tuje multinacionalke, za tuje politične akterje, ki so si želeli prevzeti domeno nad Slovenijo, moč nad Slovenijo, da nam bodo oni rekli, kaj moramo privatizirati, kaj moramo prodati, kaj moramo početi tukaj v naši državi. Ker ko si šibak, ko si podrejen, in to so naredile prejšnje vladne garniture. Dopustile, da smo postali šibki,
da smo postali ubogi, ponižani. Kaj pa je drugega to, če ne morejo naše banke delovati? Da si moramo sposojati denar, da jih dokapitaliziramo v milijardnih vsotah. Kaj pa je to, če imamo milijardne investicije, ki so zgrešene in bile pripravljene in storjene na podlagi spornih praks? Kaj pa je to, če otrok ne more upati na neko normalno delo, zaposlitev in tako naprej? Kaj pa je to druga kot kriza, ki zadane vsakogar in ki ne omogoča razvoja? In to je naša vlada naredila. Vlada, ki jo vodi stranka SMC z menoj na čelu. Mi smo potegnili Slovenijo iz krize. Ampak glejte, danes ni bistveno to, da ugotavljamo, kaj smo se storili. Mogoče včasih boli, ko vidimo, da se tega premalo zavedamo, ampak nič hudega. Številke so spodbudne, kazalniki so zelo spodbudni, ampak kar potrebujemo je to, da stopimo zdaj korak naprej, da naredimo to, da bodo naši ljudje začutili, da smo še vedno in še bolj z njimi, da nam je še kako mar za vsakega posameznika. Da ni dovolj samo, da je več dela, da je več prijaznega okolja, da varujemo to zeleno Slovenijo in vse ostalo, ampak da želimo, da je vsakomur, otroku, mladostniku, odraslemu in starejšemu občanu, državljanki, državljanu, v tej družbi v redu, da mu je prijetno, da jim je dobro, da se počutijo del družbe, da so slišani, da so udeleženi v dejavnostih raznih skupnosti in družbe, da imamo medgeneracijsko sodelovanje, da skrbimo za ranljive skupine. In temu namenjamo tudi v veliki meri današnjo programsko konferenco. Še posebej za ranljive skupine, za tiste, ki so še vedno brezposelni, ki upravljajo prekarno delo, ki jim je težko, ki še čakajo v predolgih čakalnih vrstah na zdravstvene storitve, in za tiste, ki se trudijo za te ljudi, zdravnike, učitelje, vse ostale, policiste, pa nimajo še dovolj dobrih pogojev za delo, da bi bili lahko še boljši. Za vse te si prizadevamo tudi danes in tudi jutri in tudi po tej programski konferenci in verjamem, da tudi še prihodnji mandat, kajti če SMC ne bo še vedno vodilna stranka v prihodnem mandatu, po prihodnjih volitvah, zadeve ne bodo šle v tej smeri, ki smo si jo začrtali. To ne pomeni samo v naši smeri. Prisluhnemo tudi drugim, seveda. Ampak ne bomo kot družba uspešni. Kajti to, kar delajo druge politične stranke, je še vedno vračanje v preteklost. Je še vedno politični spopad. Kdo bo koga? Ne pa delo za Slovenke in Slovence, kako bomo skupaj. In zato poglejte, Stranka modernega centra je socialno-liberalna stranka. Stranka mnogih novih obrazov, stranka nove energije, stranka za prihodnost Slovenije. Liberalnost pomeni marsikaj. Pomeni to, da si želimo odprte družbe, svobodne družbe. Da lahko posameznik pove, kaj misli, da lahko uživa človekove pravice in svoboščine, da se svobodno giblje, da je svoboden, da je svobodno tudi gospodarstvo, v veliki meri seveda z določenimi omejitvami, ki so nujno potrebne, da gre lahko naprej, da je družba odprta in predvsem, da smo razvojno usmerjeni, moderni, da si prizadevamo za digitalizacijo, za elektrifikacijo prometa, za čim boljše povezave med nami, za vse tisto, kar svet pelje naprej v razvoj, ampak ko smo moderni s človeškim obrazom in srcem. Ne sme biti moderno samo po sebi cilj in namen, moderno mora služiti človeku. Vsakemu od nas, ki tu živimo, pa tudi širše v Evropi, kajti naša domovina ni samo Slovenija, je tudi Evropa in je tudi svet, zato smo soodgovorni, tudi SMC, ne samo za Slovenijo. Najbolj za Slovenijo in najprej za Slovenijo. Ampak tudi za Evropo in tudi za svet.
za vsakogar na tem planetu in zato smo tudi tako zelo okoljevarstveno in drugače ozaveščeni in spodbujamo vse te procese, ki naš planet čuvajo pred propadom. Ja, in še kako imamo barvo in okus. Še kako imamo barvo in okus. Ne bom spet našteval, bomo še naštevali kdaj drugič. Veliko smo naredili, veliko delamo in veliko moramo še narediti. Konkretni projekti v gospodarstvu, na socialnem področju in drugod. Ampak smo tudi zelo odločni. Zelo odločno rečemo da človekovemu dostojanstvu in o tem se bomo danes še posebej pogovarjali, kako to dostojanstvo doseči za čim večje število ljudi, za vse Slovence in kako ga peljati v pravo smer. Kako si prizadevati za te pravice in svoboščine, ki jih zagovarjamo. Smo vedno stranka, ki je za nediskriminacijo. Smo za enake možnosti in smo za strpno družbo, tolerantno, strpno družbo. Ne maramo podpihovanja in zato smo proti. Smo proti diskriminaciji, proti nestrpnosti in še posebej proti sovražnemu govoru, ki se pojavlja v Sloveniji. Jaz upam, da ga tudi drugi vidijo, ker je to huda nevarnost. Ker začne se takole z majhno količino. En poslanec, en član neke pomembne stranke, en državljan, potem jih je 5, potem jih je 100. In na koncu družba utone v sovraštvu, v medsebojnem boju in v negativizmu, ki nas vse skupaj razje. Zato smo proti sovražnemu govoru, proti netoleranciji, in smo tudi seveda proti populizmu. Ker kaj se dogaja danes v Evropi in svetu? Nekateri želijo s temi populizmi, skrajno levimi ali skrajno desni populizmi, enostavno prevarati, ogoljufati ljudi. Ponujajo jim neko poenostavljeno vizijo prihodnosti, ki se je v zgodovini že večkrat dokazano izpridila v zlo. Ki je lahko na koncu samo nekaj negativnega. In zato moramo ostati čvrsta, liberalna stranka, ki vztraja na svojih vrednotah in absolutno zanika vse te negativne pojave. Moramo biti tudi proti neresnicam. Veliko je tudi neresnic o nas, o stranki SMC, o meni, o marsikom izmed vas. Zakaj? Zato, ker se trudite, ker vam je mar za Slovenijo in ker to mnoge moti, ker smo pri tem tudi uspešni. Kadar smo uspešni, pa naj si bo to Magna, naj bo to drugi tir, naj bo to kjerkoli, da samo navedem neke zadnje primere, se nas lotijo. Ampak naša politična kultura, ki mora prevladati v Sloveniji na dolgi rok, in to je tisto, kar je nekaj najbolj ključnega, ta višja politična kultura, nam ne dovoljuje, da bi se začeli s temi pritlehnimi nosilci teh dezinformacij ali preko tako imenovanih rumenih medijev ali pa kje drugje, da bi se začeli z njimi prepirati, da bi se spustili na nivo, ki ga poznamo iz prejšnjih let, ko so se politiki obkladali drug drugega, ko so se ponosno obračali vsak sebi in bili eden bolj pomemben od drugega. Ne. Mi moramo sodelovati. Mi smo stranka za ljudi in zato moramo biti odprti za dialog, prisluhniti, ampak če nekdo ne vodi dialoga, če nekdo laže, če nekdo govori neresnice, zato da bi nas s tem prizadel, da bi s tem zmanjšal naš pomen in vpliv, moramo pa zelo jasno reči, ni res, nismo takšni, smo drugačni. In v zadnjih dneh sem bil celo, in to me je kar prizadelo, še vedno me prizadane. Ne morem pomagati, sem še vedno človek in me prizadane. Priča, kako so se spet lotili mojih najbližjih. Nek medij je objavil neke popolne neresnice o meni najbližjih osebah in to je njihov način.
A želimo, da Slovenija deluje tako? A si res želijo Slovenke, Slovenci, da bo jutri njihov partner, njihova sestra, brat, oče, mati ali prijatelj obrekovan, predstavljen javnosti v neresnični luči, da se bodo ljudje norčevali iz njega, da ne bo mogel normalno opravljati svojega dela? A je to način, ki ga želimo v naši družbi, ali želimo nekaj drugega? Jaz želim družbo, ki je poštena, ki se bori, ki si prizadeva, da ne bo korupcije, da ne bo laži, da bo tega torej čim manj, kajti v vsaki družbi tega vedno je, ampak da bo tega čim manj in da to ne bo prevladovalo. In če mi ne bomo prevladali na naslednjih volitvah, če ne bomo imeli pravih, dobrih programskih idej in če ne bomo dnevno, vsak dan garali za njih, za ljudi in sodelovali z njimi, potem bodo prevladali tisti, ki so danes zanimivi, ker širijo neresnice, ker širijo prepir, jutri pa bodo spet uničili Slovenijo in nas spet pripeljali v krizo. In tega ne želim ponovno doživljati, tega si ne želim za naše otroke in tega ne smemo v Stranki modernega centra dovoliti. Moj in naš cilj, naš skupni cilj ni, da ugajamo ljudem. Normalno je, da si želiš, da so tvoji dosežki prepoznani. Prav je tudi, da si samokritični in takšni moramo biti. Kadar smo res prepočasni, kadar se res kje zmotimo, naredimo napako, jo moramo popraviti. Se moramo izboljševati. In nismo brez napak. Ampak bistveno je to, da priznaš, da prisluhneš kritiki, ki je konstruktivna, in takoj začneš delati tako, da boš popravil zadeve na bolje. Ampak ne moremo pa seveda tolerirati neresnic, kar ni res, enostavno ni res. In zato, kot rečeno, ni nas cilj ugajati, ampak je nas cilj narediti čim več za Slovenijo. To bomo delali danes, jutri in prihodnje, kot sem rekel. In jaz res verjamem, globoko verjamem, ker poznam naš narod, da Slovenci znamo in zmoremo. Res znamo in zmoremo, ampak samo, če hočemo. Če nočemo, se znamo in zmoremo tudi uničevati. To smo že v zgodovini počeli. In mi nismo stranka, ki se bo vračala v preteklost. Seveda bomo iz preteklosti vedno vlekli pozitivne nauke, spoštovali našo pozitivno, slavno zgodovino. Imamo izredno veliko te pozitivne, slavne zgodovine. Zato smo danes kot narod tukaj. Bomo varovali to našo Slovenijo, vendar pa bomo predvsem gledali še vedno naprej. In če hočemo iti naprej, res ne smemo jamrati, ampak iskati rešitve. To je zelo pomembno. In danes jih iščemo za tisto področje, ki ga označuje naš socialni del. Smo torej socialno-liberalna stranka, smo stranka, ki je tudi za človeka, ki mora pomagati vsakomur, ki rabi pomoč na pravi način. Smo stranka, ki ima empatijo in jo želi izkazati tudi na širši družbeni ravni. Počasi se približujem koncu tega mojega nagovora. Še nekaj minut, če mi dovolite. Rad bi povedal še to, da se mi zdi ena izmed pomembnih nalog, ki jo vedno bolj čutim kot del našega poslanstva, tudi ta, da ne dovolimo, da se Slovence poneumlja. Slovence se, pa tudi Slovence, tudi druge na tem svetu, močno marsikaj poneumlja. Preko rumenih medijev, s pomočjo ljudi, ki stojijo zadaj in želijo, da smo kot narod bolj popreproščeni v negativnem smislu, da nas bo lahko nekdo, ki ima zasebne namene, kako sebe okoristiti na račun ostalih, na račun neumnih državljanov, da bo lahko prevladal. Jaz sem zelo za napredek, sem za digitalizacijo, sem za modernizacijo. Zato, da mladi nam, starejšim, povedo,
kaj tukaj želijo, kje moramo mi prisluhniti, kajti moja generacija ni več s tem modernim izzivom, katerih nosilci so mladi. Nisem to, da bi tehnologija ali pa način informiranja ali pa način komunikacije v družbi poneumljal ljudi. Slovenci smo zelo izobražen narod. Smo tudi znani potem v svetu, zato tudi navajamo vedno ta človeški potencial kot zelo pomemben, ko se odpiramo v svet. Smo izredno uspešni, znanstveniki, športniki, kulturniki in tako naprej. Na vseh tekmovanjih mladi dosegajo fantastične rezultate. Imamo ves potencial. Zato dajmo mi, stranka SMC, pomagati preko šolskega sistema, z našim neposrednim delovanjem, z javnim delovanjem, da bodo ljudje videli, da moramo obdržati to našo slovensko pamet. Da ne smemo popustiti, ker če bomo popustili, se bo slabo končalo za vse nas. In zadnja stvar, ki jo želim še poudariti, je moja vizija, naša vizija je zagotoviti kvaliteto življenja, pravo kvaliteto življenja našim ljudem in prispevati nekošček v tej smeri tudi Evropi in svetu, kot smo rekli. Govorim torej neki vrsti blagostanja, kajti vsi si na nek način želimo blagostanje. Želimo družbo, ki je varna, družbo, ki ima dobre zdravstvene in druge socialne storitve, družba, ki omogoča delo in tako naprej. Ampak ko govorimo o pravi kvaliteti življenja, in to je stvar mentalitete, to je nekaj, kar moramo mi vzgojiti pri sebi in pri drugih, ne govorim o ugodju. Deloma je tudi ugodje, seveda, del blagostanja. Ampak ne smemo težiti k temu, da bi bilo vsem samo lepo in luštno, kot rečemo, da bi se nas polastila pasivnost ali celo lenoba. Nasprotno, kvaliteta življenja je to, da lahko delaš, da lahko ustvarjaš, da si lahko vmes počiješ, da imaš lahko prijatelje, da se lahko javno izražaš, giblješ svobodno in tako dalje, da uživaš te človekove svoboščine in pravice. Kvaliteta življenja je to, da si lahko v vseh obdobjih življenja ustvarjalen in da lahko sodeluješ z drugimi. To je kvaliteta življenja. Tudi to, da lahko pomagaš, kajti to je največja stvar, kar jo lahko človek naredi. Da pomagaš drugemu. Nek veliki mislec je nekoč dejal, smisel življenja je samo v tem, da storiš kaj dobrega za druge. In SMC mora slediti tem vrednotam, tem usmeritvam. Za pravo kvaliteto življenja Slovencev, ampak takšno, ki bo trajnostno vodila to družbo naprej. Da bo družba varna, da bo družba sodelovalna in da bo Slovenija ostala zelena. Slovenija mora biti še naprej zelena. Tudi modra, imamo reke. Tudi rjava, imamo zemljo, kvalitetno zemljo. Slovenija mora čuvati te svoje naravna bogatstva. In SMC se bo trudila, da v vsaki dejavnosti, pri vsakem spodbujanju česarkoli ima v mislih tudi to, da smo zeleni, da moramo to našo lepo zeleno Slovenijo kot takšno tudi v prihodnje ohraniti. Včasih pridemo v kakšno dilemo, kakšen kompromis je potreben v korist gospodarstva, v korist tega ali dejavnosti, ampak te kompromisi morajo biti vedno takšni, da ohranjajo ravnovesje in da ostanemo zeleni. In na koncu želim reči tako. Geslo današnje programske konference je naprej. Jaz pa pravim, da je naše skupno geslo v prihodnjih dneh, prihodnjih letih mirno in stabilno naprej. Mirno in stabilno naprej. To, kar počnemo zdaj. Gremo naprej, mirno in stabilno. In to bomo naredili, če bomo pozitivni, vrednostno, razpoloženjsko pozitivni, če bomo iskali rešitve, in to bomo naredili, če bomo aktivni. Zato vas pozivam, vse članice in člane SMC, bodimo pozitivni in aktivni
in pojdimo mirno in stabilno naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Na delo. V tej sobi je minister Počivalšek, se pravi spodbujanje strateških investicij, v sosednji sobi je zadružna platforma za prekarce, vse ostale teme so v zgornjih nadstropjih. Tako da vidimo se čez približno uro in pol. Lepo pozdravljeni, še enkrat. Malo pozornosti, prosim. Smo v sklepnem delu. Jaz bom zdaj povabil vodjo vsakega vsebinskega omizja, da ne več kot v 3 minutah pove glavne zaključke omizja. Najprej dam besedo ministru Zdravku Počivalšku, potem pa kar lepo po vrsti. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Naša okrogla miza je bila zelo aktivna. Moram povedati, da pripravljamo in govorili smo o zakonu o investicijah, ki ga pripravljamo Ministrstvo za gospodarstvo in pa Odbor za gospodarstvo SMC-ja. Andreja Potočnik mi je pri tej zadevi pomagala. Dobili smo kar nekaj dobrih sugestij. Gre za to, da želimo zakon o investicijah pripraviti na način, da ne bomo od zdaj naprej govorili več o tujih investicijah, pa o domačih investicijah, ampak o investicijah, in v tem zakonu bodo združene vse zadeve, s katerimi se bodo te investicije spodbujale na lokalni ravni, se pravi nakup zemlje, pravica do gradnje, na državni ravni v smislu podpore strani državnih ustanov v nepovratnem delu, v povratnem delu in pa celovito sodelovanje in države in lokalne skupnosti na tem področju. Govora noter bo tudi o strateškosti investicij, celovito želimo rešiti vprašanje razlastitev, izjema za res pomembne zadeve in pa dobili smo zdaj danes še nekaj idej za narediti razliko, da ne bomo imeli vse investicije skoncentrirane samo na bolj razvitem delu Slovenije, ampak na kak način skozi zakon spodbujati, ne pa prepovedovati, ampak spodbujati investicije na področjih, kjer je stopnja brezposelnosti večja in tudi težo krožnemu gospodarstvu, manjšemu ogljičnemu odtisu tam, kjer pač mi nekaj zraven dajemo. Skratka, gre po mojem mnenju za eno plodno diskusijo. Zakon je v zaključni fazi priprave, ga bomo dali v medresorsko obravnavo in verjamem, da ga bomo sprejeli do konca leta in da bo pomembno prispeval k temu, da bo ta zagon investicijski, ki smo ga začeli doživljati, tekel naprej in tudi rastel. Hvala lepa.
Šport je gibalo naroda in njegovo zdravje, zato bomo v osnovnošolskem programu uvedli 1 uro gibanja oziroma športnih aktivnosti na dan. Pričnemo s poskusom že v tem letu, in sicer skozi Zavod za šolstvo oziroma v izbranih šolah, in seveda nadaljujemo v sistemsko rešitev, zato je že na e-demokraciji objavljen predlog zakona o osnovni šoli, ki vsebuje tako imenovano reorganizacijo razširjenega programa, znotraj katerega je tudi steber zdravje in gibanje. Mislim, da je prav, da ga vsi skupaj podpremo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Naša delovna skupina je obravnavala dolgotrajno oskrbo. Stranka Modernega centra močno podpira vzpostavitev celovite, integrirane dolgotrajne oskrbe, ki bo vsem našim prebivalcem omogočala kakovostno, varno starost in seveda čim dlje v domačem okolju. Zato pa bo potrebno kar nekaj postoriti. Najprej bo seveda potrebno sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi v parlamentu, potrebno bo vzpostaviti celovito mrežo centrov za izvajanje kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe, potrebno bo vzpostaviti sistem neformalnih teh svetovalcev in pomočnikov, potrebno bo pa seveda tudi reintegracijo žensk, ki bodo lahko tu našle svojo zaposlitev, svojo ponovno ekonomsko samostojnost. Veliko bo možnosti, priložnosti za socialno podjetništvo, za nova delovna mesta, prilagoditev bivalnih prostorov pa bodo omogočala seveda krepek razvoj gradbeništva in pa male obrti. In seveda ne nazadnje, pa ne najmanj pomembno, potrebno bo zagotoviti stabilne vire financiranja. Hvala. Pozdravljeni. Stranka Modernega centra v celoti podpira aktivnosti in prizadevanja ministrice za zdravje in vlade za spopadanje z naraščajočimi zdravstvenimi potrebami. Zato smo kot glavna vladna stranka zagotovili tudi slabih 59 milijonov dodatnih sredstev za opravljanje zdravstvenih storitev. Stranka tudi v celoti podpira predlagane spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o pacientovih pravicah, s katerimi bomo te spremembe tudi udejanjali, zato da bomo šli zdravo naprej. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Na naši sekciji smo se strinjali, da je zakon o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami zelo potrebno sprejeti, da ga zelo potrebujemo. In stranka Modernega centra je s tem, ko ga je podprla, v bistvu omogočila njegovo sprejetje in na ta zakon čakamo 20 let in zdaj bo končno sprejet. Kaj omogoča? Zakon omogoča večdisciplinarno celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami in krepitev razvojnih ambulant, ki se bodo preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, in tudi omogoča to, da bo poslej, ko bo zakon uveljavljen, država prevzela financiranje oddelkov s prilagojenim programom vrtcev in s tem razbremenila državo, lokalne skupnosti v zvezi s tem, tako da bo otrokom s posebnimi potrebami zagotovljena več storitev zgodnje obravnave. Torej, zakon bo, kar je najbolj pomembno, šel v drugo obravnavo konec junija in v juliju bo sprejet. S tem bo to pomembno področje urejeno. Delovna skupina je izhajala iz dejstva, da po podatkih SURS-a že 40% vseh zaposlitev pomenijo prekarne zaposlitve, da se s prekarizacijo najbolj soočajo mladi in kreativne industrije.
Zato in seveda, da je fleksibilizacija trga dela zelo pomembna, vendar ne na račun socialne varnosti in z morda vzpostavljenimi drugačnimi pravno-organizacijskimi oblikami delovanja, kot je na primer zadružništvo. Projekt oziroma predlog projekta, ki ga je delovna skupina obravnavala, govori o ustanovitvi zadruge za prekarne samozaposlene. 2 oziroma 3 ključne prednosti in rezultati vzpostavitve tovrstne zadruge so zmanjšanje stroškov na podlagi IT platforme, ki bi omogočala bistveno nižjo administracijo za posamezne člane zadruge in pa, kar je še pomembnejše, skupen nastop na trgu za pridobivanje večjih poslov, kajti s povezanimi člani je moč pridobiti bistveno višje posle oziroma večje posle pri večjih ponudnikih. Hvala. Pozdravljeni. Današnji panel na temo stanovanjskih zadrug je organiziral krog mladih SMC, podmladek naše stranke. Vesel sem bil, da se nam je v diskusiji tudi naš novi predsednik Nejc Sporim pridružil. In debatirali smo o stanovanjskih zadrugah kot neki rešitvi v mozaiku različnih stvari, ki jih potrebujemo na stanovanjskem področju, da mladim in tudi starejšim omogočimo dostop do poceni najemnih stanovanj. Prišli smo do 3 ključnih sklepov, 3 ključnih ugotovitev. Prva je, da potrebujemo še manjše zakonodajne spremembe, ki so potrebne, da se vzpostavi sistemsko omogoči vzpostavitev stanovanjskih zadrug. Drugi je, da se vzpostavi pilotni projekt, ki bo omogočil, da vidimo, kje so prednosti, kje so slabosti, kaj se da dopolniti, kje še kaj manjka. In potem še tretja stvar, da se vzpostavi finančni inštrument, finančni mehanizem, ki bo omogočal, da se financiranje stanovanjskih zadrug omogoča sistematično po Sloveniji, po različnih lokalnih okoljih. To je to. Hvala. Moja naloga kot vodja programske konference je, da formalno zaključim letošnjo programsko konferenco. Jaz upam, da se vidimo naslednje leto v podobnem številu. Zadovoljen sem, da so programski odbori bili uspešni pri svojem delu. Mislim, da so zaveze jasne, roki so jasni, gremo torej naprej, oziroma po dnevnem redu vas vabim zdaj na krajšo pogostitev v Pratliču.